Dobrodošli v oddaji, z vami sva Žan Likar in Sara Šantar. Danes bomo pod lupo vzeli enega največjih slovenskih pesnikov, Franceta Prešerna. V njegovo življenje in delo so se potopili dijaki drugih letnikov srednje šole v Enopiloni iz Ajdovščine. France Prešeren se je rodil v kmečki družini 3. decembra 1800 v Vrbi na Gorenjskem kot tretji otrok Mine in Šimna Prešerna. Po uspešno zaključenem študiju na Dunajski pravni fakulteti se je vrnil v Ljubljano, kjer je delal kot odvetnik. V tem času je napisal večino svojih pesmi, kot so na primer Zdravljica, Sonetni venec, Povodni mož in še mnoge druge. Bil je prvi Slovenec, ki se je po kakovosti svojega pisanja lahko kosal sodobniki po Evropi. Deloval je v obdobju romantike. Umrl je 8. februarja 1849 v Kranju, obletnica njegove smrti pa je osrednji državni kulturni praznik. Del njegove pesmi Zdravljica, napisan leta 1844, je besedilo državne himne Republike Slovenije. Poglejmo si krajši film, v katerem nam bodo dijaki drugega dne natečneje ponazorili njeno vsebino. Prijatelji, obrodile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, po trtih prsih ubudi. Komunar pred veselo, Zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Sovražnike z oblakov, rodunaj našga treši grom. Prostko je bil očakov, najprej naj bo Slovencev dom. Naj zdrobe, njih roke, si spone, ki jih še teže. Edinost, sreča sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, si naj si v roke sežejo. Da je oblast in z njo čast, ko predspet naša boste last. Živi vas Slovenke, prelepe, žlahtne rožice, ni take je mladenke, ko naše je krvi dekle. Naj sinov, zarodnov, iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije, Zdravljica vaša, vi, na šup, ljubezni domačije, noben naj vam ne usmrti strup. Žive naj sina rodi, ki hrepe ne dočakat dan. Ko kodar sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Ko rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Nazadnje še, prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi. Naš največji pesnik je napisal tudi eno izmed obsežnejših epsko-lirskih pesnitev Krst pri Savici. Poglejmo, kaj so nam v tem delu pripravili dijaki.
trepči v temne zemlje krili, kakor so pod svetlim soncem sušni dnovi. Kakšna mojstrovina izpod peresa Franceta Prešerna. Matija Čop je bil Prešernov tesni prijatelj. Poglejmo si, kako so njegov boj z Jernejem Kopitarjem predstavili dijaki 2. E. Pozdravljeni v nocojšnji oddaji Kultura. Danes so z nami v studiu Jernej Kopitar, slovenski jezikoslovec in cenzor, France Prešeren, slovenski pesnik, Matija Čop, kritik in zgodovinar. Lep pozdrav vsem trem. Dobro. Prevrtimo čas nazaj, ko je prihajalo do nesoglasij med vsemi vami tremi, in sicer o našem jeziku ter pisavi. Danes bomo izvedeli več o tem. No, pa kar začnimo z vami, gospod Jernej Kopitar. Za uvod bi vas vprašala, kakšen je vaš pogled na slovenski jezik. Moje mnenje je, da se slovenščina ne more primerjati z ostalimi evropskimi jeziki, kot je na primer nemščina, zato tudi podpiram, da bi bila nemščina še naprej uradni jezik. Slovenski jezik je namreč kmečki jezik in nič vreden. Ne rabimo strokovnega jezika, važno je, da se lahko vsi sporazumevamo. Kmetje, ne le intelektualci, jezik je narejen, da je preprost in se... Neverjetno, z vami se ne strinjam. Jezik imamo, da ga nadgradimo, obogatimo in ga dopolnimo, da bo res primerljiv z drugimi, tako bomo lahko v literaturi uvajali nove oblike pesništva. Noben jezik se ne bogati čez noč. Vsak jezik se razvija s časoma, recimo z literarnimi deli in metaforičnimi izrazi. Zato sva midva s Prešernom trudila narod ozavestiti, da je naš jezik lahko veliko več. Prešeren, verjetno ste podobnega mnenja. Vemo, da je ta pravda potekala v almanahu Kranjska čbelica. Tam ste objavili kar nekaj svojih pesmi, ki so bile povezane s pravdo. Izpostavila bi pesem Apelin čevljar. Kaj ste želeli s to pesmijo sporočiti? Vsaka moja pesem ima določeno sporočilo, kot tudi ta. Vsak si jo lahko razlaga drugače. No, s to pesmijo sem želel sporočiti to, da človek ne sme kritizirati nečesa, kar ni njegovo področje. Kajti v življenju ni vedno tako, ampak se moramo znati prilagajati. Kot že vemo, je bila v uporabi pisava Bohoričica. Vmes pa je prišlo do tako imenovane zmešnjave črkopisov. Bi nam povedali kaj več o tem, gospod Kopitar? Seveda, no torej jaz sem svoje mnenje izpostavil v svoji slovnici, enakega mnenja pa sta bila tudi Fran Metelko in Peter Danko in tako sta razvili pisavi poimenovani kar po njiju, Metelčico in Dančico. Ti dve pisavi sta seveda boljši kot Bohoričica, saj tu ima vsak glas svojo črko in je tudi bolj preprosto za vse ljudi. Žal sta bili ti dve pisavi kmalu ukinjeni. Hvala za vaš odgovor. Nočo, vi pa niste podpirali uveljavitve Metelčice, kaj ne? Saj kot bi lahko rekli, ste to nesoglasje zagrenili s tem, ko ste v nemškem prevodu kritike o prvih 3 zvezkih čebelice zapisali vaše mnenje o novo nastali pisavi. Da, res je. Zelo sem si prizadeval za obstanek Bohoričice, torej se s Kopitarjem seveda ne strinjam. Ta črkopis je meni osebno in kot večini Slovencev grd. Ni čudno, da so ga nekateri kaj imenovali krevlica. No, dovolj bo. Prešeren, ali bi lahko rekli, da ste veliko prispevali k temu, da se je Bohoričica hranila, ali menite, da bo vaša zavzetost za slovenski jezik in črkopis kaj pripomogla k razvoju v nadaljevanju?
No, navsezadnje je bil to tudi moj namen in namen mojih sovrstnikov, ki so prav tako izdajali svoja dela v almanahu Kranjska čebelica, da bi dokazali pomembnost in enakovrednost slovenskega jezika in njegove kulture. Hvala, Prešeren. No, mislim, da nam že malo zmanjkuje časa. Vsem trem se zahvaljujem, ker ste prišli in želim vam veliko uspehov še naprej. Nasvidenje. Bog z vami. V svojem mladostnem obdobju France Prešeren napisal prvo balado, Povodni mož. Na njeno temo nam je drugi pripravil animacijo. Povodni mož. Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, a lepše od Urške bilo ni nobene. Nobene očem bilo bolj zaželene, ob času ne cvetja dekleta ne žene. Ko najbolj izvest je danica svetla, najlepša od deklic je Urška bila. Noktere device, noktere ženice, oko je na skrivnem se solze prelivalo, ker Urški srce se je ljubega vdalo. A ljubih bilo je ni vedno premalo, kar slišala moških okrog je slovet, skušala jih je v mreže razpete je ujet. Je znala obljubiti, je znala odreči in biti priljudna in biti prevzetna, mladenče vnemat, biti staršem prijetna, modrin zvijače bila vseh umetna. Moža, ki je dolgo vodila za nos, ga stakne na zadnje, ki bil je kos. Na starem so trgu pod lipo zeleno, trobenti in gosle in cimbale pele, plesale lepoto z Ljubljane so cele, v nedeljo popoldan z mladenči vesele. Bila je kraljica ni Urška brhka, plesati ni dolgo v nevolje bila. Jih dokaj jo prosi, a vsak mu odreče, Preširna se brani in ples odlašuje, si vedno izgovore nove izmišljuje, že sonce zahaja, se mrak približuje, že 7 odbila je ura in čez. Ko jela ravnat, se je Urška na ples. Al ker se ozira, plesalce si zbira, zagleda pri mizi rumeni junaka, enacka pod soncem mu ni korenjaka. Želi si plesati z njim deklica vsaka, omrežit ga Uršika lepa želi, zaljubljeno v njega obrača oči. To videt mladenič se Urški približa, al hotla bi z mano plesati, ji pravi, ker Donava bistri pridruži se Savi, od tvoje lepote sem zaslišal sem davi. Že Urši kazala, pred tabo sem zdaj, že Urši kazala, pripravljena. To reče in se ji globoko prikloni, sladko mu nasmeje se Urši kazala, nobene stopince še nisem plesala, da čakala tebe sem, res je, ni šala. Zatole hitro mi roko podaj, le sonce zahaja je nju. Podal jim mladenič prelepo je roko in urno ta dva sta po podu sletela, kot da bi lahke peretnice imela. Bila bi brez trupla okrog se vrtela, ne vidi se, kdaj se dajde pod noga udar, plesala sta, kot bi ju nosil vihar. To videt drugi so vsi ostrmeli, od čudeža godcam roke so zastale, ker niso trobente glasova več dale, mladenča noge so trdo zacepetale, ne maram za vpije, za gosli za bas, strun drugih, ko plešem, zapojem na glas. So brž pridrveli se črni oblaki, zasliši na nebu se strašno gromenje, zasliši vetrov se sovražno vršenje, zasliši potokov derečih šumenje, pričočim po koncu so stali lasje, o Urši kazala, zdaj tebi gorjem. Ne boj se ti, Urška, le hitro mi stopi, ne boj se, ji reče, ne boj se gromenja, ne boj se potokov ti mojih šumenja, ne boj se vetrov mi prijaznih vršenja, le urno obrni pete, le urno, ker pozno je že. Majhno postojva, preljubi plesalec,
da jaz se oddahnem, da noga počije, ni blizu do bele Turčije, kjer Donavo Sava se bistra izlije, valovi šumeči ste Urška žele, le urno obrni pete. To reče, hitreje sta se zasukala in dalje od poda spustila, na bregu Ljubljance se trikrat zavila, plesajo valove šumeče planila, vrtinec so vidli čolnali dereč, a Uršike videl nobeden ni več. Ti je zdela animacija? Izvrstna, naravnost briljantna. Ker se nismo nič povedali o njegovem ljubezenskem življenju, omenimo še Primičevo Julijo. Prvič jo je videl v Trnovski cerkvi in se vanjo zaljubil na prvi pogled. Ta ljubezen je močno vplivala na njegovo nadaljnje življenje in ustvarjanje. Ker je bila neuslišana ljubezen, se je poročil z Ano Jelovšek in z njo imel 3 otroke. Več o njegovem življenju so v slikanici povzeli dijaki vseh 3 razredov. Poslušamo še pesem drugega Č. Ukazi. Da ne smem, si ukazala, belih rok se dotakniti. Zvedla dečnica si zala. Strune, milo se glasite, milo pesnica žaluj. Za bolečine skrite, trdosrčnost. Dekleta, padala nebeška mana, Izraelcem jo obušavi. Zapuščena je za drugega dekleta zdaj ljubezen tvoja mleta. Jezik in lažljivo Zdrav se piše kaša, se šola nova črkarja srdita, z ljudmi prepira starega kopita. O vrba, srečna draga vas domača, ker hiša moja zasrečniš. Mlad ribič, cele noči vesela, visoko na nebu zvezde vrne. Času ne cvetja dekleta ne žele.
Hvala za pozornost. V naslednji epizodi pa bomo povzeli polno življenje Ivana Cankarja. Do naslednjič. 1849 v Kranju. 3, 4, zdaj! Ta je bila malo zrešena, Bril, tako da ti povem. Tale zdravljica vedno mi zastane dih. Kaj se tu naredi? Daj mene! Ajde. Kakšna se ti je zdela animacija? Izvrstna, izvrstna. Res. Ne, Matej, ne, no, ne. Jezik je narejen, da je preprost in seveda... Ja, poprijavni. Takega mnenja pa sta tudi Fran Metelko in Peter Danko. Adej. Ne bom, najprej enkrat prebral, ker to je... Seveda. To je bilo Zaupam temu. Smo narisali Prešerna in malo opisali in dojenček pač predstavlja njega. Zdaj si mi premaknila. Si zaslikala? Ja! Šest koraka čez cestišče. Super odrezano.